Lepo pozdravljeni. Tokrat pa smo že v znamenitosti imenovano Belvedere. Gre za eno od zanimivejših delov mesta Dunaj. In sicer je to zanimivo zato, ker ga je dal zgraditi princ Eugen Savojski zaradi zmage na Turki leta 1683 in sodi med najbolj slavne habsburške vojskodje. Z denarjem, ki ga je prejel za nagrado za svoje zmagoslavje oziroma zmago med špansko nasledstveno vojno, je naročil gradnjo spodnjega in zgornjega Belvedera. Vidite zgornjega. Zdaj se bomo počasi pomaknili, da boste videli zgornji Belvedere pobliže. In sicer je to poveril arhitektu Lukasu von Hildenbrandu, ki je med letoma 1714 in letom 1723 ustvaril palači, ki sta bili prinčeva poletna rezidenca za sijajen uspeh iz vojne in seveda tudi za sijajen baročni slog, ki ga je ustvaril znameniti Hildenbrand. No, pa se poglejmo nekoliko pobliže. Belvedere, da ga vidite, kako je zanimiv. No, tukaj na levi in desni strani je zagotovo zanimiva ena stvar. In sicer to je vrt v ekipi. Med številnimi ekipi je tudi 8 zanimivih mus. 4 na levi in 4 na desni strani. In sicer, kot boste opazili, vsak od njih drži v rokah eno od glasbil. In to so te muze, ki jih je dal Savojski postaviti v svoj vrt, da bi delovalo bolj učinkovito in da bi se bolje počutil v tem svojem znamenitem vrtu. No in seveda, spodnji del Belvedera, zdaj se bomo vrnili, da ga boste videli. Ravno boste videli eno od mus. Spodnji del Belvedera pa se začne tukaj, tam je en od vhodov, glavni vhod je tukajle in to je spodnji Belvedere, v katerem se danes nahajajo razstave, seveda najbolj znamenitih avstrijskih ustvarjalcev kulture. No, tam vidite, je en od vhodov in tu je glavni vhod, ki pa je že zaprt. Pročelje Belvedera je dopolnjeno tudi z zanimivim vhodom, ki ga žal ne moremo videti, ker je s prednje strani, a je zasnovan kot neke vrste šotor oziroma simbol odraza zmage Eugena Savojskega. No in zdaj se bomo zopet obrnili in ponovno pogledali zgornji del palače, ki je seveda tipično avstrijska, saj so vse palače res nekaj posebnega, stilske, vendar zanimivo, da so praviloma vse tudi vedno podvržene nekemu italijanskemu slogu. No in še ena stvar, ki je zanimiva, to je pogled na vrtne kipe. Ki so tukaj, kot jih vidite. In seveda še ena stvar. Zgoraj na vrhu je tako imenovani francoski vrt,
motiv slogov povezuje palačo in ponazarja tako imenovano klasično aluzijo s povezanostjo z spodnjim vrtom in z 4 elementi, ki jih vidite tam v ospredju. Da, Belvedere je res nekaj posebnega in je tudi sestavni del dunajske ponudbe turizma in seveda velikega obiska tujcev, ki prihajajo v avstrijsko prestolnico. Res je, da je zdaj ura 19, pa je obiskovalcev manj, vendar je treba reči, da je obisk Belvedera vedno zelo velik in zelo odmeven, posebej v mesecu juniju, juliju, ko se tile zeleni deli vrta okrasijo s ta pravo zeleno barvo. In takrat Belvedere to, kar si je že želel princ Eugen Savojski. No, tudi ta zmagovalka to dokazuje, da si še vedno upa in zmore steči nekaj korakov po tem znamenitem vrtu. No, mi bomo končali svoj pogled na zgornji del in vam tako približali še eno znamenitost Dunajske prestolnice. No, morda pa bi vam vseeno pokazali še vse 4 muze od tistih 8, da jih vidite nekoliko od bliže, ker so res nekaj zanimivega in nekaj posebnega. Vsaka od njih namreč ima v rokah posebno glasbilo in ponazarja tudi poseben stil drže. Recimo, tu je ena od njih, ki jo vidite, ki je res nekaj izjemnega. Se bom stavil, da boste pobliže pogledali. Pa ta na oni strani, preko še njo pogledati. In seveda še ta vodnjak, ki v tem trenutku še ni zapolnjen z vodo, vendar je v poletnem delu že čisto poln, zdaj pa je v bistvu pripravljen še za osnovno predstavitev, čeprav je vodo že v njem. No, ta vodnjak je tudi res nekaj posebnega, predvsem z kipi, ki ga obdajajo. No in končajmo s tem pogledom, ki vas bo prepričal, da boste tudi vi prišli v park Eugena Savojskega in si ogledali to res veliko in zanimivo zgradbo z prav zanimivim vrtom. No in končajmo s pogledom tudi za nazaj, imate pred seboj vse, kar smo govorili. In lep večer vam želim iz avstrijske prestolnice, in da bom tokrat vseeno obrnil kamero na vrh, da vidite zgornji del palače, oziroma poletne palače, rezidence velikega vojskovodje princa Eugena Savojskega. In lep večer vam želim.